obnovi starega stopnišča je zelo fajn, če staro barvo dobro zbrusimo stran. Pri tem nam bo pomagala brusilka, ki jo uporabimo za vse ploskve, za vse pač ravne površine. Imejte pa na zalogi tudi brusni papir za vse neke detajle. Tukaj vidite, kako izgleda to na ravni površini. To v bistvu je zelo luštno početi. Pol pridejo pa še tile detajlčki, za katere si je pa tudi fajn vzeti čas, da bo rezultat čim boljši. Ko imamo vse zbrušeno, pa pred barvanjem ne pozabiti vašega stopnišča zbrisati, da se ta prah potem ne prime na barvo in nasploh delajte v čim bolj čistem okolju kot lahko. Kar se tiče zaščite, preden nekaj delamo, tu je tako meni. Najmanj se mi da, ampak pol si najbolj hvaležen, če si dober zaščitil pri kateremkoli delu, ker imaš ful manj težav in s čiščenjem in s tem, da moraš kakšne stvari popravljati. Sploh pri taki barvi, kot je barva za les, ker res ne gre stran. Saj, če ne vem, beleš stene, pa ti barva za stene pade po tleh, jo pač obrišeš, ni panike. Ta barva pa ni tako simpel. Živjo. Ne rabimo veliko, tu bi rad pokazal, da bolj je važno si pripravljen delati, ne pa da je problem, ne morem si privoščiti tega podviga, ne. Ker vse skupaj imamo tale za, 30 evrov z barvo vred, ali 40 evrov opreme, se pravi barva, se glede na količino stopnic odločiš, koliko je kvadrature, potem pa pripomočki. Čopiči za kakšne detajle, tam, kjer ne moreš z valčkom. Primarno sva se odločila, da bova uporabila penaste valčke. Meni se je zdelo, da bo to najbolj enakomeren nanos naredilo, ker je umetna pena zelo enakomerna in ko potegneš, bo za sabo pustil tako sled homogeno, kako bi se rekel. Enakomerno. Hvala lepa, naslednji. Zdaj imam tudi jaz malo valček preveč, se precvitli. Ne vem, zakaj sva nadaljevala z barvanjem, kljub temu, da sva videla, da je ta barva ena velika napaka. Ampak boste videli, bomo kmalu popravili to. Bi vam pa svetovala še, da vse pladne in pa tudi valčke očistite, oziroma Klemen je dal valčke kar v vrečko, ker sva pozabila kupiti razredčilo in so na ta način do naslednjega dneva ostali nezasušeni. Dober dan, nov dan, novi problemi. Ne, se ne. Se mi zdi, da v vseh videih, ki sva jih do zdaj imela v kakršnihkoli prenovah, je šlo zelo malo stvari narobe. No, tokrat sva pa naletela na en problem in včeraj, ko sva končala barvanje stopnic, sva pač bila tako, tu res ni primerna barva za to stopnišče, očitno sva kupila napačno, oziroma so nama svetovali napačno barvo, namreč čist je premalo prekrivna, malo je kar taka lepljiva. Tako da se je Klemen zjutraj odpravil po novo barvo in evo, tle za mano je že primer, kakšne bodo stopnice, čisto drugo smer, kot je zdaj. Malo sem imela prej krizo, ker v bistvu je ful težko vedeti, kaj želiš. Ne vem, saj meni pri stopnicah, po eni strani so mi ful všeč tiste, ki so temne, pa take misteriozne, po drugi strani se mi zdi za majhno stanovanje zelo lepo pride, če so svetle, če so take, da dihajo, ampak človek ne ve, dokler ne proba. Tako da zdaj sem se odločila, da nehava komplicirati. Klemen je zgoraj že začel z barvanjem, ta barva se tudi ful hitreje posuši, tako da predvideno bova imela danes že oba sloja pobarvana. Tako da pejmo skupaj na to dogodivščino. Si popravil. Evo in se že barva drugi sloj, zdaj, ko se daje drugi sloj gor z valčkom, je pa enakomernost porazporeditve barve neverjetna, tako da vam bom jutri pri dnevni svetlobi pokazala. Moja panika me je minila, mislim, da bo izpadlo ful dobro, sploh ko bo zelen kavč. Zdaj je malo smešno, kako si zapančala, prej pa ni bilo.
Ni bilo smešno? Ne, prej ni bilo smešno. Ni bilo smešno, kako sem čiza paničarila in klicala vse v svojem imeniku. Ni bilo smešno? Ne. Ta folija bo še kaj uporabljena ali gre stran? Vam je všeč moja nova majčka? Povzetek je, dajmo, srednje dolgo prebarvano. In barvanje je meni ali pa verjetno obema, ne vem, meni je všeč to, da se hitro naredi. Oziroma z zelo malo truda dobiš zelo dober rezultat, ven zelo tak opazen. Obema je veliko bolj všeč, zdaj ful več raje hodiva gor pa dol, ker so zdaj bele štenge in prijetne so za prijeti, bolj enotne, vse je iste barve. To smo si želeli, v bistvu še več smo dobila, kot smo mislili. Celo oklevala smo na začetku, če bi sploh šla merati obarvati. Ampak je bila prava izbira. In je bila to definitivno prava izbira. Mogoče zdaj ob zaključku še pač en nasvet. Dejte 5% več truda v raziskovanje, kakšno barvo kupiti, kot sva jo midva. Seveda je odvisno, kakšne stopnice imate, s kakšnim lesom delate, kakšen hočete, da je končni rezultat. Kot sem že v videu omenila, najino stopnišče je bilo iz 5 različnih delov lesa, ker jih je Klemenu pač par mesecev nazaj si jih malo doštukalal, zožala sva jih tudi na eni točki, pol jih je bilo treba pokitati in vse to je vplivalo, da so bile pač ne enake in tudi lisaste ponekje. Zaradi tega za naju je bila logična izbira polno prekrivna barva in tale je res lepa, taka materana, daje tako nek občutek kot tiste stara angleška stopnišča. Hvala za ogled, stisnite en všeček in se vidimo v naslednjem videu oktobra. Barvajte, bruste, delajte, počivajte.